Vse prisotne lepo pozdravljam in prosim za mir v dvorani. Prehajamo na določitev dnevnega reda. Predlog dnevnega, res prosim za tišino, no. Hvala lepa. To je na obravnavo predloga sklepa o razveljavitvi sklepa Državnega zbora, da se razpiše posvetovalni referendum o povišanju obrambnih izdatkov Republike Slovenije. Izkazalo pa se je, da je imelo zavajajoče, a izglasovano referendumsko vprašanje zaradi špekulativnega glasovanja nekaterih poslanskih skupin zelo velik vpliv na dojemanje javnosti, na kar pa ni pomislil nihče izmed poslancev, ki so referendum izglasovali. Tokrat bo šlo za vnovično preverjanje politične volje, dejansko bo šlo za test zrelosti slovenske politike. In tokrat izgovorov več ne bo. V Svobodi računamo na državotvornost poslank in poslancev, brez politikanstva in brez političnega driblinga, kjer se bo jasno izkazalo, katere stranke ravnajo odgovorno, ter katerim strankam je mar za varnost in prihodnost naše države in naših državljanov. Danes smo še vedno v negotovosti, ki je ta seja ne odpravlja. Ta krč lahko odpravi samo javna razprava in z njo široko sprejeto soglasje, koliko in zakaj bomo namenili sredstva za obrambo in varnost. In zato bomo tudi vložili zahtevo za javno razpravo. Vse drugo je po našem prepričanju zavajanje in nadaljevanje političnih preigravanj brez odgovorov na ključna vsebinska vprašanja. Najlepša hvala. Resnično vas prosim za mir v dvorani, medtem ko se izrekajo stališča poslanskih skupin. Ko govorite o državotvornosti in predvsem odgovornosti, bi jaz rad spomnil na to, da državotvorno in odgovorno politika deluje takrat, ko se ne boji svojih ljudi, ko ne želi skrivati stvari pred njimi, ko je ni strah preveriti, ali so politike, ukrepi, ki jih sprejema, ustrezni ali ne, ampak je pripravljena z državljankami in državljani iti v dialog in jih poslušati. Ker nimamo odgovorov na osnovna vprašanja, spoštovane kolegice. Koliko nas bo koštalo, kje bomo vzeli, kaj bomo s tem denarjem naredili. Zato smo mi tudi podprli to pobudo za referendum. In kakšen je bil odziv? Minuto po končani seji, ker smo podprli pa izglasovali referendum, seveda ob spretni kalkulaciji desnice, ki ne izkoristi priložnosti vedno, da vnese nemir v koalicijo, so izglasovali in zdaj se, kaj se je naredilo? Minuto po izglasovanju končane seje gre predstavnica Gibanja Svoboda in nas obtoži nenačelne koalicije. Zakaj? Ker sem si upal pomisliti, iti v neko javno razpravo, ljudi povprašati, v kateri sem upal, da bo v tej javni razpravi dobili odgovore na vprašanje, ki jih mi nismo dobili. In smo bili označeni za nenačelno koalicijo. Posledica, ki je neizbežna, je seveda ukinitev socialne države. In se sprašujem, a je komu, ki je pristal na tako izsiljevanje, brez da bi v Državnem zboru opravil resno razpravo, vsaj malo nerodno. Jaz vas res prosim, za spoštovanje do tistih, ki govorijo, in za tišino v dvorani, če ne bom prisiljena prekiniti sejo za nekaj časa. Bombe ali hrano? Bombe ali zdravstvo, šolstvo, znanost in razvoj? Hvala. Ali se lahko res umirite? Glejte, jaz res ne bi rada prekinila sejo, ampak jo bom. Tu ves čas, ali tu, ali vse posod kar neki, ker čas določen za razpravo še ni potekel, sprašujem, ali želi morda še kdo razpravljati? Ni interesa? Nihče ne želi? Aha. Prav, vidim, da se vam naenkrat zelo mudi. Jaz bi razpravljala, pa nažalost ne smem, ker sem tu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in zaključujem razpravo, Glasovanje poteka. Aha, prekinjam, torej verjetno želite obrazložitev glasu? Moje prvo vprašanje bi bilo, kdo nas ogroža. Drugo vprašanje, kaj dela lastnik NATO, ki omogoča genocid v Gazi, zahteva 5% za vojaške potrebe. In zdaj 5% je absurdna količina denarja. Moti me tudi, da ko smo prišli do prejšnjega petka, je šlo po dvofaznem postopku, prej na odbor, zdaj pa brez odbora. Jaz pač ne morem sodelovati pri takem glasovanju. Naša referendumska zahteva je šla čez neke parlamentarne kolobocije. Najprej je izgledalo, kot da bomo o tem odločili v jeseni, potem je bila na dnevnem redu za včerajšnjo sejo. Ampak samovoljno, protidemokratično, ne mene kot predlagatelja, ne kogarkoli drugega, ni oblast vprašala nič, medtem ko je ta naš referendum kratko malo odstrelila iz dnevnega reda. Zakaj? Ker jim ni všeč. Pa kakšna aroganca oblasti je to? Kakšna erozija demokracije? To ni nasprotje
janšizma, proti kateremu smo kolesarili na ulicah in trgih Republike Slovenije in ki nam je podelil naše današnje mandate, to je alternativni janšizem. Janšizem brez Janše. Popolnoma enako se ga prakticira tudi z referendumskim vprašanjem, ki ga je predložila Levica in ki ga je podprla stranka SD. Sam sem nasprotoval tistemu referendumskemu vprašanju. Ja, zato ker je najjasno, ker ga bodo strukture moči v tej državi, kakorkoli ljudje na referendumu glasujemo, zlorabile za to, da upravičujejo nadaljnjo militarizacijo slovenske družbe po diktatu NATO pakta. To, kar počnete danes, je pa namerna sabotaža demokracije in je čista svinjarija. Glasoval bom proti temu vašemu sklepu, da se referendum skensla. Dvofazni postopek, kolega Gregorič, tukaj ni bil uporabljen in je prav, da ni bil, ker na ta sklep, ki je sedaj predlagam, ni mogoče vlagati amandmajev in tukaj prihaja analogno v poštev. Ni obrazložitev glasu, spoštovana predsednica, to je že razprava in polemika z Gregoričem. Dobro, no potem bom pa sam, dovolite mi pa še, bom obrazložila pa na samem. Kolega Kordiš, zahteva je bila pa umaknjena za izredno sejo, za vaš referendum, tako da ne tukaj koalicije oziroma obtoževati kogarkoli, si bo treba prebrati poslovnik. V glavnem, glasovala bom seveda za razveljavitev tega sklepa. Obrazložitev glasu je obrazložitev glasu, kjer se ti postaviš za svoje stališče. To stališče je lahko v vsebinskem smislu polemično, ni pa neka klasična razprava. In gospa predsednica Državnega zbora bi po 3 letih na tistem stolu to lahko videla. Ne pa, da je šlo najprej polemizirati z enim poslancem, pa z drugim poslancem, da ne omenjam, da se to dogaja v kontekstu, ko se nas že poslanke in poslance že 3 leta obravnava kot male šolarje. Kada vsi nič ne vemo, non-stop se nam skače v razpravo, s postopki se mešetari, tok parlamentarne prakse, kakor se je spremenil v temu mandatu, se prej v 30 letih ni, lepo vas prosim. Mal standarda vsaj za dostojen zaključek tega mandata. Hvala. Kaj pa je bil postopkovni predlog? Miha, postopkovni predlog pa je? Da, predsedujoča, znova opozorite gospod predsednica Državnega zbora, naj se prosim pač drži parlamentarnih uzanc, katerih varuh naj bi prav ona sama prva bila. Poskušajmo se držati, kadar je obrazložitev glasu, naj bo obrazložitev glasu, kadar je postopkovno, naj bo postopkovno. Bila sem za EU proti NATO, sedaj sem še toliko bolj. Kakšna škoda se je pod napačno desno politiko Evropske unije Evropi povzročila s tem, ko je Evropa v popolnosti odvisna od Amerike, lahko gledamo. To me malo čudi, danes poslušam tu neke določene poslance, ki so pa podprli, tukaj nekateri to resolucijo dvigu, danes bodo očitno za referendum, sedaj bomo torej ljudi vprašali o nečem, kar je že sprejeto. Glede na to, da sem razumela, da ni več razprave, dajem postopkovni predlog po drugem odstavku 73. člena in sicer zahtevo za prekinitev seje za 15 minut zaradi posvetovanja v poslanski skupini. Hvala lepa. Vsekakor bomo upoštevali, ker moramo. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa. Prisotnih je 57 poslank in poslancev, za sklep je glasovalo 44, proti 7 in moram reči, da je pač sklep sprejet. Zaključujem to točko dnevnega reda in 110. izredno sejo Državnega zbora. Da je to smešno nekaterim.